Še enkrat pozdravljeni. Ema, vabljeni tudi, da sodelujete v pogovoru, mogoče dvignete roko, nekako pozorite na svoje vprašanje ali pa kakšno misel, kakšen občutek. Kakšno kritiko. Tudi. Dobrodošli. Mogoče, če začnemo čisto na začetku. Kaj te najprej šine v glavo, kaj je tisto, kar sproši en film pri tebi? Datum objave razpisa. Ja, nekaj treba početi, ne, in tudi preživeti, če bi do tega se bolj natenko živi, ampak tukaj sem še, ne, tako da ljudje. Ja, predvsem datum, ne, zdaj sem to verjetno malo drugačno, bi kljub temu to delal, ne, ampak vedno en datum, kot je v nekaj prisili, ne. Ja. Se sliši, ja. Ja, datum. Ampak kaj potem, a je različno pri vsakem filmu, ali rečeš, jaz bom delala film v tem, kako smo ljudje ujeti v en cikl, ali vidiš najprej podobo, ali slišiš najprej muziko, ali vse skupaj. Ne eno, ne drugo. Ne veš kaj, tako je enostavno, ampak to je moj način dela, ne. Pač pride datum, ne, prihodnost je ena velika nula, ne, zdaj moramo pa nekaj napraviti, ne. In potem se usedem za računalnik in začnem nekaj pisati, ne. In to jaz pač nekaj pišem, tako da pri meni je delne scenarij, 14 dni, ne vem, verjetno malo manj, ne. Seveda, ker datum je že za vogalu, ne, se že mudi, ne. No in potem jaz to nekaj napišem in oddam in razen pri zadnjem je bilo vedno zavrnjen, ne. Ampak mislim, kljub temu je napravil, ne. Tako da, ja, pač nekaj napišem in potem grem nazaj prebrati, pa si mislim, pa se to ima še en smisel, da mi ta maska ne skozi nekam lede, ker mora biti odnos pogrit, ne. Ja. Pač jaz nekaj napišem, oddam, potem dobim nazaj zavrnjeno, ker ponavadi pa odgovor tak. Pri filmu za konec časa je bil odgovor, filmskega svaja tak. Vsebina popolnoma neprimerna, odčrtana in 3 klicanja. Ja. Potem si pa je, nekaj je možnost pritožbe, ne, jaz nisem imela možnost pritožbe, ker je bilo že zavrnjeno, ne. Jaz pa kljub temu napišem, ker me je zanimalo, zakaj, ne. Saj jaz se tam s krščanstvom ukvarjala, ne, s temi bazičnimi temami, ne. Seveda odgovora ni bilo, ne. Potem pri odmetu časa je bil odgovor, da zgodba ni jasna, da karakterji niso izdelani, ne, ni tega lokali, ne, v glavnem kar nekaj, no. Pri tem ta zadnjem pa ni bil noben kakega odgovor, ampak ko so šla s tega pogovora, mi je Joško rekel, Ema, dobila še 60 000 evrov, ne. Jaz sem prošla za 500, kar jih dobijo toliko, ne, za malo manj zahtevne produkcije, ne. In s tem sem mu rekel, Joško, ti se zabavaš. Je rekel, ne. Ker jaz sem mislila, da se on zabava, ne. Ne moš ti za celovečerca, ker za kratek film je 80 000 evrov, ne. No, v glavnem, potem sem se pogovarjala, jaz še vedno trdim, da sem zabava, on, da je to, on je pa všlo. Je pa rekel, toliko je ostalo, ne. Ker se je on že z ostalimi producenti zmenil in je bil nam že razstala, ne. No, in potem jaz še vztrajam, da je to premalo, da je brezvez, ne. Ker če bi jaz ta denar vzela, imam jaz obveze, ne. No, v glavnem, potem pa on stane, pa gre ven, pa prav s tabo se da pogovarjati. Jaz tam obsedim, povedal, in potem nič, ne. Jaz sem imela pa problem, ker jaz sem imela za prvo sceno to, ko ste videli nosečnico
ne, sem jaz scenografija napravljena in sem jaz že hotela rezervirati studio Viva, ne. In pa mi reče, ne moreš, ker nimaš podpisane pogodbe. In potem je spet pričal na filmski sklad, ne, da prosim, da se stanem, da mi to uredimo, ne. In se je Joško, se je pičil v prst. Na internet, ne. In Joško na bolniški. Dosečnica pa ono uporodila, ne, zdaj sem druge dobila, da bom nekaj sem rabila dosečnico in igralko, ne. No, Joško na bolniški, čakamo, ne. Gre me spopale, on nekak iz te bolniške pride, malo ponovni sestanek in potem smo zvišali 90 tam, ne. In se že spet utrdi, to je premalo. No in potem on pa na Vivi pa spet prines podpisano pogodbo, ne, jaz pogodbe nima, ne. No, tako da potem sem po enem mesecu dogovarjam, po tem strašnem piku v prst, končali na 110 000 evrov, ne. In tako smo mi potem začeli snemati, ne. Tako da, če jaz ne bi imela teko procentov, s tem denarjem ne bi napravil nič, ne. Se to me zanima, kam pa gre po ta denar, glede na to, da ga je premalo, kako ti ga razporediš? Je to šlo predvsem za sendviče, sta hladilnik, ki ga vozim na vse lokacije, od kamnolomov, Hribec, hladilnik znam potuje, ne. Jaz napravim sendviče, ne kupim v trgovini, to. To pa za material, za izdelavo scenografije, ne. Tako da honorarji so bili, honorar je dobil skladatelj, je dobil 5000, ker smo morali nekaj dati, ker bomo če priznali, ne, da se je spravil, bolj se je vozil. Potem Lev je dobil 4 ure, če bo še kaj dobil. Je igral sem Bedneč, jaz sem si zračunala, ko sem imela na uro dela, sem imela, koliko je bilo, 89 centov, v teh 4 letih, ja. Ja, na tem, ko smo piskali, ampak hvala Bogu, da imam to infrastrukturo socialno in te stalne koproducente, da smo jih lahko to napravili, ker drugače ne bilo več. Koproducenti so pa... VPK, Entergrip, so tehniko, Newfoundland, postprodukcija slike, zvukarna postprodukcija zvoka, potem sem še dobila radijski orkester po hodnih vorbah, ne. Tako da takole, ne, smo pol nabrali, da smo lahko napravili. Tako da v bistvu je socialna mreža, vztrajnost, denar za sendviče. Pa material, ja. Ja. Kaj pa, no, ampak potem ti tudi snemalno knjigo narediš, ki je zelo natančna, ker se jo tudi moraš držati, ko snemaš, ne? Zakaj se jo moraš držati tako močno, pa kako jo narediš, kaj še ne te snemalno? Veš, kaj se je prav, mislim, vse snemalna knjiga, če gledaš čisto etično do ljudi, ki s tabo delajo, ne bom jaz prišla na set, bom tam nekaj bluzila, ne? Ja. Vse eni si lahko to privošči, ampak to je po moje hrani brez veze, ne? Ker na setu nimaš kaj, ne? Se moraš prej odločiti, ne? Kaj je pa škode, pa to, da seveda ti moraš biti pri pripravi, ampak ko priješ ti na lokacijo, ti jo imaš prej v mislih. Ko priješ pa tja, se ti pa kakva ideja porodi, ki bi lahko kaj boljše napravil, oziroma drugače. Ampak gledam, to smo imeli tako narediti, da je bilo treba včasih do 50 kadrov na dan posnet, ne. Vse mi premiki kamere, spremembo luči, to je jeba huda, ne. Nismo imeli nikoli te možnosti, ne. Je bilo vedno treba delati po planu, ne. Ja. To je manjko, ampak pač to vzameš za zakup, ne. Ki si rekla, da je v tem razpisu pisala, da ni dramaturškega roka, ne. Ampak ti vse neko dramaturgijo moraš imeti, ko si recimo v montaži, se moraš odločiti, kako bo film tekel, kako ti prideš do te končne neke strukture, dramaturgije, rečemo temu, toka filma. To je ista, ko je v snemalni knjigi. To je popolnoma ista. Ja, ker jaz po klesku že pišem scenarij, jaz si napravljaš predelnico oziroma tabelo,
tako da imam številka kadra, potem vsebina, pa imam sektor čas dneva, potem izrez kadrov, kadriranje. To je že, ko že scenarij piše, ne. Seveda, ker jaz sem primorana, ker res vedno delam iz nič in jaz ne moram dati neki bluzi, razumeš, ne. Meni spisali scenarij, pa imela 3 asistente, pa bo on nekaj rekel, pa da bom drug, on s tem nobene, ne. Tako da jaz se moram že sam pripraviti, da bomo mi to sploh napravili, ne. Tako da to je že vse naprej določeno. In potem je, v bistvu je snemalna knjiga, je, bi rekel, že za enega editorja, ne, če bi jaz dala svoj material montažerju, bi lahko samo po kadrih šel, ne. Kaj je pa razlika pa v tem, da on ne bi znal določiti čas trajanja. Čas trajanja, to je edino, ne. Ampak nikoli ne bi dala nikomu zamontirati, ne. Ker to je pa edin, ne, vse, ves proces je lep, ne. In tudi užitka pa, in tudi napora pa, ne. Ampak, ko si po montaži, odpadejo vse te trivialnosti, koga poklicati, ali bo lepo vreme, ali sem kupila kruh, ali imam one žeblje, ali bo on prišel pravočasno, vse odpade, si samo ti zaprt doma, tako da to je pa, ne, nagrada za vse prejšnje, ne. Tako da jaz s tem sploh ne pravim delo, veš, to se mi čudi, da komu sploh montažo plačajo, ne. To je nagrada, da lahko nekdo dobi v delo, da ustvari en svet, ne. Ja. A pa bi lahko rekla, da je montaža ta del, ki je najbolj lušen, najbolj... 100%. In v bistvu montaža tudi nastane, ne. Ker, to je tako, veš, če ti nekoga mučiš, ne, ali ga boš mučil 1 minuto ali pa 3 dni, ne. Tako da potem bolečina na kože pride v ekstazo, ne. Ja, montaža je itak najlepši del. Kako pa prav, ker imaš malo pri montaži, kako pa pol res določiš začetek pa konca? Gledaš velike kose filma ali kako nekako izgleda tvoj dan v montaži? To je pa popolnoma intuitivno. Veš, ko jaz, ko meni telo pove, to je to. Ne da jaz mislim, ker jaz bolj malo mislim, ne. Čist intuitivno čutim, veš, da je napraviti res, ne. Tako da jaz preko sem delala z montažerko, sem imela vedno problem, ne. Ko sem jaz začutila napravi kart, ne, je že bilo, ne vem, 25 frame ali pa 45, ne, je bil že napačen res, ne. Ampak to je moj občutek, ne. Tako da jaz ne govorim, da je moj timing pravi timing, to je moj timing, ne. Tako da enemu se bo zdel predolg, enemu se bo zdel prekratek, ampak jaz drugače znam napraviti kot po svojem občutku, ne. Ampak to je popolnoma organski občutek, ne. Isto kot delam se ne vrtira, ampak jaz točno nekdaj, to je to. Pa ne bom rekla, da je to popolno, lepo, v redu, ne. Organsko, veš, koliko ti, ko se naješ, ne. Zdaj veš telo, ne. Če poslušaš telo, ne, ker drugače ljudje živejo, ne, že take, pa še vedno več, ne. Meni to telo pove. In se tudi tem sprašujem, pač, tako na ta način jaz delam. Mogoče kdo iz publike, ki je vprašal, ki je rekel, kako pa v bistvu praviš, intuitivno začneš pisati, flikati sebe na računalnik in na koncu spet pride ta svoboda tega v montaži. Vmes je treba pa realizirati to, kar je narejeno. Kako pa v tem, kje je pa pol v tem gledalec? A ti njemu nastavljaš ključe, nam nastavljaš ključe, kako gledamo? Veš kaj, jaz se o tem sploh ne sprašujem, ker če bi se jaz začela o tem spraševati, bi se zgubila, ne. Ker pogledaj, koliko je ljudi tukaj filmov, ne, oziroma vsak film je tak, ne, vsak gledalec ga po svoje gleda, ne. Ker kako mi se vedela, kaj bo komu všeč, ne.
In všečen si tudi ena taka, razumeš, čudna beseda, ne? Kaj je pa meni všeč, ne? Ker jaz sem tak človek, jaz imam rada stvari, ki me presenečajo, ne? Pa jaz sem delala filme, zato da jaz ljudi presenečala. Jaz pač nekaj počnem. Jaz pač to jaz počnem in to ni nobene velike, ne, resnice ne spelje nazaj, pač jaz nekaj počnem, ne? Zdaj, če komu to všeč v redu, če mu nije pa isto v redu, ne? Ja, to je to, enostavno. Mogoče kdo od vas kaj rekel, prosim. Jaz sem zelo fascinirana nad fotografijo. A veš, ne vem, veliko stvari skinarja. V bistvu si vse sama naredila, od skulptur do... Ja, itak, ja. Itak, ja. Ampak me fascinira, veš, imaš dolge kadre in pol včasih je tako, kaj ne slike. Veš, kad bi hotel, da kar ostanejo, kar gledaš, tako da mi paše, da so taki dolgi kadri. Ker je ful lepo, ne vem, kako to narediš, ampak ful lepe tako. Mislim, že ta naslovnica, pa vmes tista miza, te vidjete, super, kako to narediš, ti si tudi v bistvu direktor fotografije, ne? Ali ti to pomaga? Poglej, kamera, če ni narejeno, pa če ni prave luči, ne more noben nič posneti, ne? Tako da, to je vse narejeno. In ti povem, da je v živo videti veliko lepše, ne? Tako da jaz vedno se, ko material pogledam, veš, ker mi imamo periferni vid, ne? Kamera je pa izres, ne? Tako da, to je meni vedno problem, ne? Tudi na setu v studiu, na video TV studio, ne? Ker mi se ne zavedamo, ko gledamo, seveda gledaš parcialno, ne, tako usmerjen v objekt. Mi se ne zavedamo, kako pomembni je periferni vid, ne. Jaz sem to ugotovila, ko sem prvič pogledala skozi kamero, ne. To je bila moja največja frustracija, znaš. Groza, pa se to ni to, je še nekaj zraven, ne. Ampak mi, človek se ne zaveda, dokler se sam s tem ne sooči, ne. Tako da nekaj se zamislite, nekaj napravite, pa pogleda so v kamero, ko boste videli, o čem govorim, ne. To je huda jeba, ne. Ker je izres, ne. Sem v določenih momentih, ne, če nimaš ne vem, to pa problem, ne. Ampak ni, ne. Ne. Pač, vse, kar ste videli do 4 metrov, je vse narejeno, ne. No, kaj to je med 4 metri? V filmu je interjeri. Do 4 metrov vse realno, ne. Seveda v izrezu, ker je bilo že malo več, ne. Ker tudi cinemaskop tega ne dovolje, ne. Ta bi bil prevozek, 100%. Pol je pa v postprodukciji je ogromno postopkov. Eno je prvi, rekel ta bazični, je ta set extension, to pravijo, podaljšanje scenografije, ne. In zato je potrebno snemati tako, da je, imaš dva načina, da je statična kamera ali gibajoča, ne. Če je statična, je postprodukcija malo lažja, ker imaš statičen kader in potem ti samo skopiraš gor, ampak moraš pa svetlobo prilagoditi, ne. Zdaj bom s tem utrujala. Pa je zanimivo. Zdaj, če imaš pa ti, naprimer, da je traveling, ko počas kamera potuje, ali gre samo iz leve na desno, pa da zoomi, ne, oziroma traveling not, ne. Potem moraš pa ti dati markerje gor, ne, in potem moraš ti prilagajati kopiranje te realne scenografije, ki jo seveda svetlobno moraš prilagoditi, da zdaj je realno, so, ne, dolgotrajni postopki, ne. Tako da mi smo se bolj držali, vseh par let tako, da smo mi šli čisto minimalne premike, ne. Drugače pa za ta set extension se bolj držali statike, ne. Ker itak bilo drugega dela toliko veliko, ne. Pol imaš kompoziting, ne. Če ste videli ono halo, ko so bili delavci, ne. To je bilo, ta hala je bila, tu so bili ene vreče smeti. To je ena hala v Kidričevem, tovarna aluminija Kidričevo, izjemno lepa industrijska arhitektura, ki so to halo se zdaj že porušili, ne.
kar se čudim, ki je bilo spomeniško zaščiteno, ne? Ampak seveda Francozi, lastniki, vrlo denar, rušimo, gradimo novo, ne? Tako da mi smo tam, tam pa ni bilo vse ekstenčna, ne, ker tam gabariti so bili določeni, ampak mi smo mogli cel prostor spucati, nove elemente noter dati, ne, ljudi multiplicirati pa neskonče, ne. Tako da večina kadrov je, ena bazična osnova je bila posneta, potem pa se to, ne, multiplicira, predstavlja, dodaja noter, ne. Ja, ker drugače pa nismo mogli tega prostora ostati, ne. Ampak, kot je rekla gospodičina, da je lepo, ne, ker je ta estetika in temelj cele pripovedi. Ja. Ne, šele potem pride nekako to, kar zapolni vse to. So neke slike, ki stojijo, ki se moraš sprostiti v njih, jeti v njih. Ja. Ja, ene se v njih sprostijo, ene zaspijo, ene gre vanje. Tako to je. Ampak ti si svoje filme snimala in na video, in tudi na filmu. Ja. In zdaj na digitalno. In torej ta digitalna doba, era, ki je ustreza, ne? Ja, to je mega, ne. To je, jaz sem se včasih hecala, da če imaš možnosti, se mi bo tu zdaj imamo izjemno okrnjene možnosti, seveda, ne, ker to ni tukaj razvito pri nas, ne. Ampak to si kot da Bog čarovno palčko, ne. Vse je možno. Zato se meni, to je meni super, ne. Tako da ta adoracija filma, ne, se mi tako že malo, ne, zelo stepa vlečena. Ja, filmski trak. Ja, pravi moj. Filmski trak, ampak če nimaš ti vse prej narejen, tudi filmski trak nič ne pomaga, ne. Ja, nič ne pomaga, ne. Ne, to mislim, ta možnost manipulacije, ne, ki ti jo daje ta digitalni svet, to je fascinantno, to je res, to je super, ne. Ker tudi te ne umigne z realnostjo, ne. Je pa tudi res, ne, zdaj kako ti to uporabiš, ne, ali boš tele, ne, Batmana pa to delal, ne, če glih nimam več tem, ne, to dela izvrstno, ne. Me pa čudi, veš, da bolj to ne uporabljajo v art filmi, ne. Se pa malo kar uporabljajo, samo zelo realistični. Ja, ampak to je res, ne, to je, ne. Kako pa to glede na to, da tako rada ustvarjaš svetove, ki niso realistični, da nisi šla v neko animacijo, da vsem hočeš pa živega človeka, nek realen prostor, iz katerega štartaš? Veš kaj, ker tu, če gledaš ti to vrhunsko, ne, hollywoodsko produkcijo, pa ne bom pustila animirane filme, ne. Gremo v Batmane pa to, ne. Tam vsak kader, ki je 3D narejen, traja par sekund. Pri meni trajajo dolgo, ne. Ne 3D animacija, ampak rekel, vsa ta uporaba te tehnologije, ne. Ker teksture, oni že ne pravijo, ne, rekel, arhitekturo prostora, vse luči, vse to je, vse ta 3D, ne, se zmore. Problem je v teksture. Ker poglej, če gledaš pri mene, enem kvadratnem centimetru tega mojega kvazi marmorja je milijon odtenkov, ne, milijon napak. Računalnik pa generira in ponavlja. In to ne zdrži dolgo kader, ne. Zato jaz delam do 4 metrov vse sama, ker zares, tudi če bi imela denar da bi mi delala to, rečemo v Hollywoodu, ne, ali pa v Indiji, ali pa na Kitajskem. Nikoli ne bi to predstavila, ker izgleda plastično. Zato me pa tam hitro reze, veš, ne. Ja, ker danes računalniki še niso toliko sposobni, da bi generirali toliko različnih informacij na enem pikslu, ker že piksel je že preveč, ne.
če ti posnameš in razdeliš posnetek realnega, na piksle ima, sam piksle toliko različnosti in toliko napak noter in to računalniki danes še ne znajo delati. Vse enkrat bojo sigurno, ampak še vedno bo plastik. Bo plastik. Ker tudi na mojih materialih, ko sem jaz podbrusila z Olfa nožem, z rezilom, je milijon različnih odsevnih ploskov, in ko svetlova pade, to deluje organsko, deluje normalno. Tam je pa, vse so mi kazali, marmorje, tudi, hvala lepa, grozno, slika. Bi že vsi prebežali. Kako je? Bi še kdo kaj vprašal? Ja, tukaj. Mene zanima, če je tudi ta puščava, pa tudi te gore, če so narejeni s tem set extensionom, pa zanima me, kako ste posneli ta prizor s črvi, ki je v tem gospodu Mandiču iz Hvala. Gore so naravne, tam ni nič. Puščavo smo pa snemali kamnolomu Črnotiče, to je pa ta kamnolom, če greš na morje, ko je že ta zadnji tunel, kako se mu že reče, Kastelec, ja. Ko greš iz Kastelca, greš levo. To je pa največji kamnolom površinski krop Slovenije. Tam je že od 95 leta snemal, ker se jaz vedno sem puščavi. Tako da mi smo tam posneli človeka, najprej smo mi tam puščavo delali. Jaz pa še dva fanta iz Vetlokaja smo mi tam ful ven, da smo mi, tam rečemo, te ravne površine je dolžine 500 metrov, ja. Ampak tam je se nekaj vas. 8 metrov se vedno pol, zdaj tega dolga šepa, kar malo reče, da malo peska niso. In ko ene 3 tele lopate, tako teko, Una, veš, ko pride bager s tisto veliko lopato. Una mi je na nosu, ker je vedel tako je vozil, da me nosi njih 120 lopat. Mi smo tam ga peska razsul. No, glavne, ko smo mi posneli, ko smo pa, če bi jaz imela denar, bi mi postavili en green screen, ki bi mogel biti dolg, rečemo, 150 metrov, pa visok, ne vem, to se mi ne možno prvošiti. Ker da človek tam prihaja, se veš, kaj bomo biti. Tako da mi smo ga posneli v realnem, potem so pa, temu se reče rotoshape, ko izrežejo figuro, ki prihaja. To pomeni, da moraš vsak frame, sekunda ima 25 frameov, človeka ven izrezati, tako da smo mi njega izrezali na površini, potem smo mi dodali puščavo, novo nebo in pole tudi ko zgled. Hribi so pa kot so bili. No, zdaj pa k Mandiču, pa črvi. To sem se pa izmerila, jaz sem imela v začetku še malo boljšo idejo, to se debela muha okrog muhe krožile in on počas razpada. No, glavno, pa smo gotovili, da tiste muhe tam provedi ne bojo krožile. No, pa smo rekli pa črve, in pa se je izmeril na deltežno takso, da bi oni me črve vzgojili. In, ko so mi že gojili za prejšnjega, no, da je pa ta človek nekaj zjegal, bo da onih črve ni bilo. Mi pridemo tja, jaz kličem ono žensko na biotehnični faks, ki so zdaj črvi, ko naprav. Ni. Pričelu ni, kako zdaj naprav. Pol se pa je spod, da je moj prijatelj, kot ploščica polaga, ribe doline. Jaz bolj nakličem, ker on povem, da s tem je manjimi črvi. In ja, bom jaz vam tu črve prinesel, Mo se pa je sekala Mandič, zdaj imamo pa tu črve. Koliko tega? Daj tu črvo tega. Pa jaz dobim 3 škavle črvo, črvi so pa v žagovini not, ker če je ta črv na prostem, on blizni, kar nekam gre. Pa jaz dobim te črve in s njej sem mogla iz te žagovine ven na lonček, tam je to lonček, in grem iz tam na skrep, oni črvi.
Ti črvi so pa taki, ko je on spolno zrel, postane plav. Posmela pa bele, roza pa plav. Ste črve lovila. Tam polni veme, da se krete, so oni črvi lažu vsem, posod, razumeš. Pridi me zunimi, če mi reče Marko, daj me črvno. Daj, ne. Mislimo, črvi lezejo, po ne vemo, ne štirkrat, pa je pa manjko rekel, daj še, posem tega, zdaj pa je se črv, ne bom več pucala, mislim, pa tam nikoli več ne dem črva. No, v glavnem je to vse, to je bilo vse realno, ne, kaj so mislili, to 3D, snega, dragi moji, za ta 3D, pa ni to pa naznanje, ne. No, ko mi končamo to snemanja, seveda črve so lezli na okolj, ker so tako hitri, to se ne morete misliti. On gre pa tako, ne, takole je črv, in se šaba na okolj, pa mi nekamo snemati, Marko tam okolj, in tudi ja, vera ti, še ti črva. To je pa Marko, ja. Ker takega norce je kompat škoda. V pozitivnem smislu, ja. Tako da vedno je bil hec, ja. Ker če ne se pa ne bi delal, ne, če ni hec, pa tudi se ga ne delal. Še kakšno vprašanje mogoče? Kaj pa tale slika, ki je v tej aristokratski sobi? Aha, veš, to je pa izjemno čudna zadeva. Ko sem jaz scenarij pisala, sem jaz točno pisala moški in ženska v tesnih, neprijetnih, črnih oblačilih in 2 otroka. To sem jaz scenarij, ker sem mislila, da slika obstaja. No, glavno, pogledali smo na Google, iščem, tole eno familijo najdla. To je pa ena slika iz Amsterdama, pa Rejne, ko ima 2 aja, muzej. V Amsterdamu, ko ima je zrodila, pa se dela velika majstre. Jaz sem najdel sliko, o kateri sem jaz napisala točno tako, ko sem jo hotela imeti, ne. No, pa jim pa pišem gor, če znam dobiti te pravice, seveda se rekla, ja, so dobili pravice, ampak to je pokošta, ne. No, glavno, ko smo se na koncu skozi zmerili, si ne znala, najprej si naročila nekaj okoli urja, evrov, potem pa je zbirala na 45. Ja, ker si nekaj, pač to je enak film, ki itak ne tole nekje lokalno, ne. Še eno vprašanje. A 100 minut je bilo tudi razpisu? Ne, ni bilo, ampak je pa hec, veš, ko sem jaz začela montirati, sem rekla, pa ni 100 minut bilo v redu. Pa jaz, ko montiraš, ti tudi gledaš na timeline, koliko traja, ne. Se drugo stvari ukvarjaš. No, in prav, ko je, ne, z špico vred, ne, je bilo pa to čisto ogledno. Tako da, dragi moji, vse je že narejeno, ni samo nekaj noč napravljeno. Še kakšno vprašanje? Ja, mene še nekaj, glede na to, da ti stroji, ki so v tej hali, kamor Mandič pride, pa so ti delavci, zgleda ful natančno narejeno. Kakaj je bila pa ideja tukaj, oziroma kako ste te stroje dizajnirali? Ja, zdaj pa naredim tako, uno mizo, potem sem pa na ručko dobila, da sem tam spodaj dala, da smo jih dali, pa tele plošče od jaz hodila za to malo bolj futuristično, nekaj brezsmiselnega, ne, se tudi operacije so tale brezsmiselne, tako je vse, kar človek dela brezsmisla, ne, to je bilo namenno, ne. Tako da to je pač tele moje, ne, parafinske obloge, ne, una miza, lučka spodaj, pa te tiskarske plošče. To so šla pa iskat v Črnuče, ki iz tiskarn vozijo, pa za star železe prodaje, ne. Je pa tejka kovina, ki lahko ti lepo z acetonom ščistiš, ne, vse te slike, ko so prej tiskane, in se da škarjem rezati, ne. Ker če jaz ne mogo škarjem rezati, tak ne bi mogo več napraviti, ne. Tako da ta futuristični stroj je izjemno kamenodobski, ja.
Če nam poveš, kaj o tem, kako potem še, kako zvok pride zraven in kdaj. A ga imaš že od vsega začetka, imaš glasbo. A veš, da sem bila na začetku prav v dilemi. Ali bi delala samo zvoki, brez glasbe. Sam se mi zdel, da če bi to, kar bi tudi lahko, ne, ampak zato pa nisem mogla, ker to napravo. Pa da moram jaz Kavčeta obligirati, da bo eno leto, razumeš, tudi delo, ker je to delal zastojno, ne. Se to bi itak morala skupljati, ne. Ne, za glasbo sem se pa odločila, tako kot pa vsak od filmov, poglej, rečemo do leta 2000, ne. Mi je delal Goran Majcen, glasbo, v katero se jaz nisem dotikvala, ne. On mi je pokazal posnetka v redu, kar ne pomeni, da sem zdaj prišla posneka slabo, ne. Nekaj stvar en skupni jezik našla, ne. Ko sem začela delati pa Homo erectus, sem ga pa hotela delati na Messianu, Messianu jih poznate, Olivier Messiaen, ne. 20 pogledov Jezusa, klavir, genialno skladbe, ne. In jaz sem vedela, da je Bojan Golišek, ki je naš pianist, to izvajal in bil je zbogojena, da sem nekaj, ti meni bolj plačal, ne. Je rekel, nima vsekako, nima še, ker sem vam noter, ja. No, glavno je rekel, imam pa eno drugo klavirsko glasbo in to je bil George Crumb, Makrokosmos, 1, 2, dame in ta Makrokosmos. Jaz sem to poslušala, sem se usedela in napisala scenarij za Homo erectus. No in takrat sem jaz se pa prav, bi rekel, uporabila to, ker prej ne, pri Homu to bilo prvič tako intenzivno, glasbo kot vodilo za moje nezavedno, da sem jaz tam nekaj začela pisati, ne. Je bil George Crumb, pol je bil Fantom, sem imela Georgea Crumba, Alba Perta, Messiena, tu se ga potem, ko se hodili da v New York, ko smo gledali glasbo, da bi šlo to distribucijo, vsemi ostalimi se zmenila, Messienove dediči pa ne to pa ne, in sem dobila tak mail, da me je mrzo pot oblil prvič v življenju, ne, da mi šli v zapor. No, glavnem, ne, in od takrat sem prej, je bilo pa vedno, je bila ena glasba za vodilo, da sem jaz sploh v en svet padla, ne. Pojdite nekaj po svoje škradaš, ne. Tako da to je bil Messiaen, pa George Crumb, pa Meir Ligeti, potem pa Chelsea, ne. Tako da sem jaz dala Robertu, ki je pisal muziko, Chelsea za poslušal, sem nekaj, evo, to je, ne, to je, rekel, fundament, odkud da boš ti napisal muziko, ne. Kar je v bistvu v veliko pomoč, če daš ti skladatelju, bi rekel, eno, ne, ker toliko sem pa razumeš, da ne bom po svoje pisal, ne. Ker to se mi zdi grozno, veš, da mora nekdo loviti tvojo, ne tvoj okus, ampak bi rekel, ker muzika je bistvo, ne, kako to mislim, kako hoš ti muziko razložiti, kako ono, to je zajeban, to je grozno zajeban, ne. Tako da to je bilo lažje, veš, sem skupaj poslušala, pa rekla, v to smer, ne, da je to tam abstrakcija, ne. Ja, tako da, ja, muzika, ne, ipak je glavna, ne, vedno je bila in bo, ne. Prvim pokus se začel, s zadnjim pokusom končali, ja. Kakšno vprašanje mogoče? Bomo še dobro eni. Bomo potem tudi zaključili. Ja, bilo bo med delavnico, da bom se še uradno noter. Da imam pa tam pijačo. Če je kdo za pohod čez Štrikno, ja, gremo tja. Ema, jaz te občudujem, ti ne zgubljaš časa, da razlagaš ljudem, kako narediti najboljšo kostumografijo ali pa scenografijo.
ali pa se ostalo, kar samo narediš, samo sabo se pogovarjaš. In narediš... Ma nekaj se ne pogovarjati, ki je treba napraviti še se do samo pogovarjati, smo začeti delati. Sam delaš. Ful narediš samo se. Ja, sam pa. Se zato imamo roko po glavu, ne?